Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zgodbi bomo ponovno v družbi Tjana, dečka, ki je postal Božičkov pomočnik. Tokrat si je Tjan od vse želel, da bi lahko pomagal Božičku raznašati darila za otroke. A kaj, ko je bil Tjan šibek, saj po mnenju Božička ne je dovolj. A nekega dne se zgodi prava čarovnija in Tjanu se uresniči največja želja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako je Božičkov Vilin Tjan postal super Tjan. Nekega mrzlega zimskega večera pred več kot 100 leti, ko so v Božičkovem domu že vsi trdno spali, se je iz najbolj oddaljenega kotička slišalo tiho ihtenje in stokanje. Zakaj nisem tako močan, da bi lahko na božično noč pomagal Božičku nositi vrečo z darili? Vsi prijatelji so jo že, samo jaz ne. In vsi lahko nesejo 5 daril v eni roki, le jaz samo eno. To nesrečno vzdihovanje so pozorno poslušali radovedni hišni pajki. Ko se je prebudilo jutro, so se razposajeni Božičkovi vilini zbrali pri zajtrku. Zakopali so se v polne krožnike, saj so želeli čim prej v Božičkovo delavnico, kjer jih je čakalo še veliko dela z izpolnjevanjem želja, ki so jih otroci zapisali v pismih Božičku. A za mizo so vedno ostali tako dolgo, dokler ni krožnika izpraznil še zadnji. Tako je namreč želela gospa Božičkova. Vsi so že pozajtrkovali in nestrpno pogledovali proti Tjanu, saj je edini imel na krožniku več kot pol zajtrka. Vilin Maksi Tjanu prijazno zašepeta na uho. Tjan, potrudi se in hitro pojej. Božič se bliža, mi pa moramo pripraviti še ogromno daril, saj veš. Preden ne poje zadnji, ne sme nihče od mize. Tjan mu žalostno odgovori. Saj bi, pa ne gre. Želodček ne spravi niti grižljaja več. V tem trenutku v veliko dvorano vstopi Božiček. Vsi vilini so na trnih in pogledujejo proti njemu, samo Tjan nemo strmi v svoj skoraj poln krožnik. Božiček glasno spregovori. Mudi se. Vilini, hitro pojdite pripravljati darila. Tjan, ti pa prosim še malo ostani. Ko vilini odidejo, Božiček počasi sede v svoj ogromni stol, prijazno pogleda Tjana, ga povabi k sebi in mu reče. Tjan, včeraj ponoči sem slišal tiho stokanje. Imam prav, da si to bil ti? Tjan dvigne pogled in tiho odgovori. Da, Božiček, jaz sem bil. Vem, kaj te teži. Ampak ali veš, zakaj lahko vsi ostali vilini nosijo toliko daril, ti pa ne? Ga vpraša Božiček. Tjan tiho odvrne. Vem, ker so drugi zelo močni, jaz pa sem šibek. Božiček nadaljuje. Tjan, res je. Ampak to je zato, ker ne ješ dovolj. Vsi ostali pojedo vsaj 2-krat več kot ti. Tudi lokomotiva ne more brez goriva peljati težkega tovora v daljna mesta. Tjan mu solznimi očmi odgovori. Pa saj bi, pa še kako rad, a ne morem niti grižljaja več. In spusti potoček solz. Božiček ga poboža po laseh in mu reče. Dobro je, dobro. Pojdi zdaj za svojimi prijatelji
jaz pa bom šel na posvet gospe Božičkovi. Mogoče skupaj najdeva rešitev za tvojo težavo. Tjan je po prstih odšel. Božiček pa je počasi stopil do kuhinje, ker je gospa Božičkova že pripravljala naslednji obrok. Ko je zagledala Božička, je samo pogledala izpod čela in rekla: Tjan? Da, Tjan. Pa tako prijazen in dober pomočnik je. Ne vem več, kako bi mu lahko pomagal, reče Božiček in si z roko podpre glavo. Božiček in gospa Božičkova globoko zavzdihneta in zamišljena sedeta. Takrat pa skozi priprta vrata veselo plane psiček Nudli. Ko jo zagleda, kako oba tiho in zaskrbljeno sedita, jo želi razvedriti. Razigrano začne skakati po kuhinju, na stol, stola nazaj na tla, na mizo, dol. In ko ne ve, kaj bi še storil, da bi jo razveselil, skoči še na kuhinjski pult. A glej ga zlomka, spodrsne mu. Z repom zamahne proti odprti omari, kjer so shranjeni Božičkovi najljubši svedrčki. Ti se razsujejo naravnost v velik lonec, kjer gospa Božičkova pripravlja vročo čokolado. Božiček hitro skoči, da bi rešil, kar se rešiti da, a je prepočasen. Svedrčki so že padli v čokolado. V tem se spotakne še ob Nudlija, zamahne z roko, da se ne skotali po tleh, zaziba z glavo sem in tja in takrat iz njegovega zlatega cofa odleti zlata nit naravnost v lonec z vročo čokolado in svedrčki. V trenutku se cela soba zatrese in zlato razsvetli, kot bi vanjo padel zvezdni utrinek. Lonec pa se zavrti kot najhitrejši vrtiljak. Božiček, gospa Božičkova in psiček Nudli prestrašeno zrejo v lonec. Božiček se opogumi in pazljivo pogleda vanj. Ves začuden je cljaje spregovori: Saj ne bosta verjela? Pristopita še gospa Božičkova in psiček Nudli in skupaj strmijo v lonec. V loncu ni ne duha ne sluha v čokoladi, svedrčkih in zlati niti z cofa. V loncu so samo čokoladno rjavi svedrčki. Gospa Božičkova vsa vesela vzklikne: Kaj pa, če je to pravi zajtrk za našega Tjana? Psiček Nudli hitro povoha lonec, modro pokima in se slastjo oblizne gobček. Tudi Božiček se nasmeje do ušes. Jutri zjutraj poskusimo in držimo pesti. Zdaj pa me čakajo polne vreče pisem. Pridi, Nudli, jih bova skupaj prebrala. Nudli navdušeno pomiga z repkom in skupaj se odpravita v Božičkovo pisarno. Gospa Božičkova previdno vzame lonec s čudežnimi čokoladno-rjavimi svedrčki in jih pazljivo pospravi v leseno skrinjo. Kot bi mignil, je minil dan in zlata luna je to noč še hitreje prepotovala globino neba. Kot vsak dan so se s prvimi sončnimi žarki Božičkovi vilini zbrali pri zajtrku. In tudi to jutro so bile vse oči uprte v Tjana in njegov krožnik. A ne zato, ker bi čakali, da poje, temveč zaradi omamno dišečega presenečenja, ki ga je čakalo. Na njegovem krožniku je bil namreč drugačen zajtrk. Kupček čokoladno-rjavih svedrčkov, čudovito okrašenih smetano in posutih s cimetom. Kaj takšnega še nikoli niso videli. Tudi Tjan je začudeno strmel v krožnik. Po nekaj trenutkih obotavljanja je vzel vilice, da preizkusi to čudo. Ko je dal prvi svedrček v usta, so se mu oči zlato zasvetlikale in v 3 minutah je spraznil ves krožnik. Še polizal ga je na koncu, čeprav je vedel, da tega gospa Božičkova ne odobrava. Navihano je pogledal prijatelje in jim rekel: Danes ste pa vi nekam počasni. Hitro, hitro, le še nekaj dni je do Božiča in pripraviti moramo še ogromno daril.
Izza vrat kuhinje so vse skozi kukali Božiček, gospa Božičkova in psiček Nudli. Ko so videli, kaj se je zgodilo, so se tudi njim zlato zasvetile oči, še posebej močno pa je zažarel Božičkov zlati cof. Od tistega dne naprej je Tjan vsak dan pojedel zajtrk hitreje kot ostali. Že nekaj dni pred božičnim večerom je lahko v eni roki nesel kar 10 daril. Prijateljem ni nikoli ošabno kazal svoje nove moči, ampak jim je z njo pomagal, da so delo opravili hitreje. Ko je prišel predbožični dan, je imel Božiček prebrane že vsa pisma otrok. Tudi darila so bila že pripravljena. V veliki dvorani je Božiček nasmejano vprašal zbrane Viline. Kdo mi bo letos pomagal raznašati darila dobrim otrokom? Vsi, prav vsi, so z nasmehom odgovorili Vilini, srečni, da bo letos lahko darila raznašal tudi Tjan. Stopili so okrog Božička in skupaj z njim veselo zapeli. Tjanu so se oči zlato svetile, ko je smuknil na Božičkove sani. Nežno je pobožal jelenčka Rudolfa, nato pa se je s prijatelji Vilini in Božičkom prvič podal na čarobno pot okrog sveta. Od takrat so minile že leta. Tjan je ugotovil, da mu za zajtrk teknejo tudi jabolka ali kruh z marmelado, ovsena kaša ali pečena jajčka. Pravzaprav ni jedi, ki mu ne bi dišala. Za posebne priložnosti mu gospa Božičkova še vedno pripravi čokoladno rjave svedrčke, a tudi brez njih je Tjan še vedno tako močan, da z Božičkom obleti svet. Mogoče je bil tudi pri vas? Ste kakšno božično jutro opazili, da je na mizi manj čokoladnih piškotov, kot jih je bilo zvečer pred spanjem? Bravo, Tjan. Z vztrajnostjo ter srčnostjo si dosegel tisto, kar se ti je sprva zdelo nemogoče. Res pa ne smemo pozabiti, da sta zdrava hrana ter skrb za naše telo pomembna, da imamo dovolj moči za vse velike podvige. Otroci, današnja čarobna zgodba je prva iz serije dogodivščin Vilina Tjana. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne zanimivih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in nikoli ne prenehajte sanjati ter verjeti vase. Pošiljam vam super Tjanov pozdravček. Čau, čau. In bravo, Tjan.